Čau! No, pa je prišel ta dan za moj prvi vlog, katerega seveda lahko spremljate na Rina Lady na Facebooku, tako da, če vam bo všeč, pričakujem, da boste tam pritisnili en like. Današnja tema, katero bom obravnavala, so umetne trepalnice. Na to temo sem dobila za 1001 vprašanje, kako si jih zalepam, ali si jih sama zalepam in tako naprej. In sem rekla, no, pa dajmo narediti en video, da za vse tiste, ki še ne veste kako, boste pa zdaj vedeli. Tako, evo, zdaj sem brez trepalnic in sicer bom vodila čez cel postopek, kako si jih dam gor. Kaj so ključni dejavniki? Prvo je seveda izbira trepalnic. Poznamo dve vrsti, in sicer sintetične in naravne. Naravne trepalnice so seveda bolj upogljive in bolj, da rečem, prilagodljive, ker so tudi posledično bolj mehke. Evo, tukaj je en primer telih naravnih trepalnic. Kot vidite, so zelo lepo narejene, tudi ni take temne črte tukaj na vrhu, kakor smo ponavadi vajeni. Te trepalnice so tudi najbolj primerne v bistvu za čez dan, sicer bi bilo potrebno jih majčkeno skrajšati, ampak dajo nekako najbolj naraven videz. Je pa tudi, skoraj rečem, za začetek, bi vam skoraj res te priporočala, ker so zelo mehke in so zelo lepo upogljive. Tako da ne bi bile to naravne trepalnice, obstajajo pa tudi zelo dobre sintetične trepalnice, s kateri bom tudi danes pravzaprav vodila in vam pokazala ta postopek, kako v bistvu dati gor sintetične trepalnice. To so sintetične trepalnice znamke Kiss. Kar moram še izpostaviti pri teh trepalnicah je, da so na zunanji strani majčkeno podaljšane. Zakaj je to dobro? Zaradi tega, ker vam da res tisti, da rečem, majčkeno bolj mačji videz, k čemu večina strmi, tako da vam privzdignejo veko, če jo nimate, naprimer, če imate sploh mogoče majčkeno nižje veko postavljeno, kakor jaz, vam jo res tako privzdigne in naredi pač lep, odprt oko. Tako da tele trepalnice definitivno mislim, da so kar primerne za vsako oko. Zraven pa dobite še tako luštno roza pinceto, oziroma pač taka plastična pinceta, iz katero si pa lahko pomagate nadeti trepalnice. Zdaj, jaz si pomagam s pinceto, nekateri si pač ne, to je čisto odvisno, to je v bistvu od vsakega posameznika odločitev. Tako da ja, to je prvi faktor, torej izbira trepalnic. Potem, na kar moramo biti pozorni, je seveda lepilo. Lepila dobimo že pri marsikaterih trepalnicah zraven, ampak jaz sama nisem najbolj navdušena nad temi lepili, na začetku sem jih tudi sama uporabljala, ampak so zelo taka kompaktna, trda in rada potrgajo trepalnice. Sploh potem, ne vem, konc dneva, ko si date trepalnice dol, dejansko so kar taka trdovratna za odstraniti in jaz zato uporabljam lepilo Duo. To je v bistvu lepilo, ki ga uporabljajo vsi profesionalni make-up artisti. Zakaj? Mene to lepilo pač spomne na eno lepilo, ko smo ga uporabljali v vrtcu. Zdaj ne vem, ste ga vi tudi, ampak take bele barve je. In čez čas, v bistvu, ko se tako gosto je dost in ko se posuši, rata tako pocasto, v bistvu se kar tako malo svalka pa vleče. In to je pravzaprav ta edinstvena lastnost, ki prav pride, v bistvu ne potrga trepalnica. Na dolgi rok, če veliko nosite umetne trepalnice, tako kot naprimer jaz, pa tudi če ne, konec koncev, zakaj bi šli na škodo svojim trepalnicam. Vam bom tudi pokazala čez čas, ko se posuši, pravzaprav kako to lepilo funkcionira. Tako da lepilo, trepalnice in potem še tretja stvar je seveda pripomočki. Zdaj ne vem, lahko tole pincetko, ki jo dobite zraven pri trepalnicah Kiss, lahko pa to je čisto navadna pinceta, ko jo uporabljate tudi za obrvi ali pa kakšna, ki jo v bistvu ne več, da jo ne bi mogoče s kakšnim lepilom ali pa s čim poškodovali, pa da ne bi bila potem več tako precizna in ostra. Tako da, zdaj je to v bistvu. Še tole lepilo vam pokažem takole, v bistvu, zdaj bom tle en delček bom vzela, lepila, ki to tukaj vidite in ko ga začnem takole vrteti, vidite, rata prav en tak svalk, res, in se z lahkoto odstrani in z kože in tudi s trepalnice, v bistvu se kar tako potegne in dejansko trepalnice ne poškoduje. Kaj moramo biti še pozorni? Ne smem pozabiti na to. Prvič, ko se lotimo nekih trepalnic, da jih bomo, ne vem, začele uporabljati, seveda so pakirane po taki škateljci, moramo paziti, kako jih damo dol. Rado se trepalnice poškodujejo, čeprav so kar, moram reči, hvaležne sam vse. Jaz zaradi tega mogoče prvič, ko dajem neke trepalnice dol, to plastiko kar tako upognam, jo lepo in potem počasi trepalnico dol odlepam. In to pazljivo, zaradi tega, da ja ne poškodujem v bistvu trepalnice. Tako, in treba je to pazljivo narediti. Kakšne so manj občutljive, kakšne so bolj občutljive, tako da odvisno zdaj od trepalnic do trepalnic.
Nač, gremo kar na delo. Zdaj, jaz sem si lepilo že prej, tukaj nanesla, tako da zdaj bom to lepilo isto uporabljala še za trepalnice, kakor sem že omenila trepalnice Kiss bom danes dala gor, katere imajo podaljšane v bistvu zunanje kotičke očesa trepalnic. Mislim, da mi bojo dale en tak, no, še dodatno mači videz, čeprav imam že v bistvu senčilom za oči narejen, večkrat tako privzdignjena, ne, ta del. Tako da evo, pognemo tole plastiko, kakor se le da, in potem počasi podlepimo, in pazimo pri tem, da trepalnica ostane cela. Potem vzamemo trepalnico in jo počasi lepo pomočimo v lepilo. Zdaj, takole, da bom pokazala, kar se da lepo, začnemo, ne vem, z enim kotičkom in potem enega pa pa enega. Da dobimo en tak bel rob, ne. Kar je še zelo pomembno je to, da takoj, ko namažemo trepalnico z lepilom, da zdaj kar ne pohitimo in takoj na oko, ne. Treba je počakati, da se lepilo majčkeno posuši, ne, ker rata pač ob enem tudi nekako bolj posasto in se lažje prilepa, ne. Če je preveč mokro lepilo, na začetku, ko je sveže, se potem tudi težje prime na oko oziroma je premokro in se dejansko ne prime lepo, ne, na uč, kar pa mi ne želimo, želimo, da je pač ta postopek čim bolj enostaven. Tako da malo počakamo, zdaj, če je kje preveč lepila, ne, vidite, lahko tudi v bistvu to lepilo majčkeno narahlo odstranimo, ne. In kaj zdaj še potrebujemo, torej našo pincetko, ogledalo, ogledalo je zagodno, evo, ogledalo je tukaj. In zdaj, torej, primam trepalnico, na koncu jo primam, lepilo je sigurno zdaj že dovolj suho in potem si jo počasi prislonim na oko. Začnem z zunanjim kotom, vsaj jaz, lahko pa tudi z notranjim, ne, to je čist po želji. In potem nadaljujemo hitro na notranji del očesa in to samo tapkamo bolj, ne. Poskrbimo, da je trepalnica, se pravi začnemo v kotu in jo počasi lepo polagamo dol do notranjega kota očesa. Lahko pa začnete to z notranjim kotom, ne, to je čisto v bistvu spet vaša odločitev, kako boste to morate majčkeno probati, ne, ker praksa je vseeno tukaj ta, ki bo naredila svoje in tudi največ, ne. Večkrat, ko boste uporabljali ene trepalnice, ker pač trepalnice so večkratno uporabo, lažje se vam bojo tudi usedle na oko, ker bojo dejansko že oblikovane po vašem uču, tako da trepalnica, kot da ima nek spomin, dejansko se jo da lepo potem oblikovati. In evo, tale trepalnička je že, zdaj gremo še na drugo. Jaz potem še majčkeno to s prsti primam, malo potapkam, da se trepalnica čim bolj usede. Zdaj tole, kar vidite, neka belina, ki je, to lepilo se posuši in rata hkrati tudi prozorno. Obstajajo tudi črna lepila, tudi črn duo obstaja, čeprav jaz ga tlele v Sloveniji še nisem videla, vem, da obstajajo spletne strani, kjer se ga da nabaviti. Napišite v Google samo duo lepilo ali pa neke duo lepilo za trepalnice, naprimer, in boste videli, kaj vam bo ven vrgel. Tako da obstajajo pa tudi še podobna lepila temu, ki so v črni barvi in dejansko deluje po istem principu, da mora biti tako bolj gumijasto lepilo, tako kot sem rekla. In evo, zdaj tole lepilo je tukaj gor in rata čist tako, ne vem, a vidite, kako se kar odlepa. Evo. No, in zdaj za finiš, moramo pač še z maskaro vsem nekako skupaj sprijeti tele spodnje, v bistvu naše trepalnice in umetne trepalnice, da potem, ko pogledate iz strani, da so skupaj, da ne izgleda, da imate dvojne in tako naprej. Tako da zdaj rabimo eno maskaro, jaz jo imam pač od Max Factor, načeloma, ne vem, čisto vseeno, ker ta maskara zdaj ni tako pomembno, da vam bo naredila, ne vem, 3D trepalnice ali karkoli že reklamirajo. Vse, kar je važno, je v bistvu samo to, da se sprimejo spodnje in zgornje trepalnice. Ker umetne trepalnice vam dajo vseeno, da rečem, tist popoln, enakomeren videz, ki je pravzaprav redek pri naravnih trepalnicah. In tudi, če se vam, naprimer, suzi oko, kar se meni zelo rado, naprimer, se zna odlepati, ampak pol samo v bistvu malo
držite tako, poteptate spet in se kar nazaj nekako prelep, ker je tako lepilo, no, da ko ga zmočite, rata spet malo tako pocasto in je spet voljno se v bistvu, kako ne rečem, prelepati za vaše trepalnice. Spodnje trepalnice še enem namažemo in si jih dam mečkam na ven, zaradi tega, da spet dobim ta odprt videz. Tako da ja, to je to, nič zakompliciranega. Vaja dela mojstra, jaz upam, da ste izvedeli kakšno pametno in koristno informacijo. Če ne, mi lahko še vedno pišete na Facebook, če vas karkoli zanima. Upam, da se vidimo spet kmalu, Čau!